Torej, v letu 2024 smo pobrali približno 25 milijard davkov in prispevkov za socialno varnost. Beseda tarif je postala kar naenkrat zelo pogosto uporabljena beseda. Od teh dobrih 210 milijonov največ poberemo od avtomobilske industrije, od uvoza avtomobilov, predvsem iz Kitajske. Največ se pobere od uvoza avtomobilov Tesla, to je več kot 60 milijonov. Omogočamo plačila s Flickom, s plačilnimi karticami, z direktnimi bremenitvami, z elektronskimi denarnicami. V kratkem bomo dali v produkcijo našega AI robotka. Lepo pozdravljeni v podcastu Ministrstva za finance s financami na ti. Moje ime je Katarina Matejčič, tokratna tema pa davki. Koliko jih poberemo, katere, kako, od koga. To ni ravno stvar, ki jo Slovenci najraje plačujemo, pa vendarle ravno zaradi teh davkov imamo recimo brezplačno šolstvo, pa infrastrukturo in podobno. Torej vsem tem in pa tudi s kakšnim botom boste lahko že malo klepetali v današnjem podcastu. Vse o davkih in carinah ve direktor finančne uprave Peter Grum. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni z moje strani. Vsako leto poberete več davkov, kar na nek način pomeni, da ne gre vsako leto boljše, seveda. Kakšne so zadnje številke, kakšne so bile številke lani in recimo dajva še kakšno primerjavo z leti prej, da vidimo te stopnje rasti. Torej, v letu 2024 smo pobrali približno 25 milijard davkov in prispevkov za socialno varnost. Torej, to so prihodki, ki so vezani na različne blagajne javnega financiranja, ne samo na državni proračun, ampak tudi na pokojninsko blagajno, zdravstveno blagajno in tudi občinske blagajne. Je pa to povečanje približno 11% v primerjavi z letom poprej, predvsem na račun povišanja prihodkov iz naslova prispevkov za socialno varnost. Torej, plače so se zviševale, zaposlenost se je povečevala, kar posledično vpliva na prihodke iz naslova plač. To so pa prispevki za socialno varnost in pa dohodnina. Če se zdaj osredotočiva na državno blagajno, omenili ste, imamo 4 blagajne, pa vendarle dajva pogledati državni proračun. Kateri so tisti davki, ki so najpomembnejši, ki najbolj napolnijo ta proračun? Ja, daleč najbolj ga napolni torej davek na dodano vrednost, ki je približno 5 milijard in pol znaša v letu 2024. In pa seveda na drugem mestu je dohodnina, 3,6 milijarde, potem pa si sledijo davek od dohodka pravnih oseb in pa tudi trošarine in tako naprej. Vse ostalo je pa pravzaprav precej manjše. Kateri od teh davkov je najbolj vezan na neko splošno blaginjo, torej na pozitivno ekonomsko in gospodarsko okolje, kje se najhitreje pozna, da grejo stvari nekoliko slabše in kje se hitro pozna, da grejo stvari nekoliko boljše? Torej, davek na dodano vrednost je pravzaprav davek na končno potrošnjo. Torej, pomeni, koliko pravzaprav mi na koncu potrošimo, koliko se ta potrošnja z leta v leto povečuje in je nek znak blaginje, če tako hočete. Po drugi strani so pa tudi dohodki iz naslova plač, torej davki in prispevki iz naslova plač, tisti, ki kažejo na to, da se nominalno plače povečuje, in v končni fazi tudi davek od dohodka pravnih oseb oziroma davek na dobiček, ki kaže, da podjetja pač boljše poslujejo. Vse to kaže na neko povečevanje obsega gospodarstva, na rast BDP-ja, na rast zaposlenosti, in vse to, bi rekel, so neki znaki višje blaginje v državi. In ne samo v recesiji, letos veliko oziroma predvsem poslušamo o carinah. Dajva se še malo tega dotakniti, to je trenutno tema številka 1 po celem svetu, tako rekoč. Kako se v Sloveniji poberajo carine, koliko jih poberemo in kaj potem s tem denarjem? Ja, v Sloveniji že pravzaprav ves čas organizirano pobiramo, izvajamo te procese povezane z carinjenjem blaga, tako na uvozu kot tudi na izvozu. Ja, ta nova dogajanja z ameriškim predsednikom so seveda to področje ponovno potisnila, bom rekel, v ospredje, čeprav je bil morda v zadnjih letih nekoliko manj opazno področje. Beseda tarif je postala kar naenkrat zelo pogosto uporabljena beseda. Zdaj,
carin v ožjem smislu in pa tudi izravnalni ukrepih, naprimer antidampinški ukrepih, je v Sloveniji na leto približno 210 milijonov odmerjenih. Vendar od teh 210 milijonov gre pravzaprav 75% so tako imenovana tradicionalna lastna sredstva in gredo naprej v proračun Evropske unije. Carina je namreč vezana na skupni evropski prostor, torej na Evropsko carinsko unijo. 25% pa zadrži Republika Slovenija, to je pa tisti del, ki pravzaprav ostane kot nek strošek za samo pobiranje carinskih dajatev. Dajva povedati kakšen zanimiv podatek pri teh carinah, da ne bomo samo o slabih stvareh govorili vedno, da so carine slabe in seveda nekako povišujejo cene stvari, ki jih kupujemo. Katera je država, od katere recimo poberemo največ carin, ali obstaja panoga, podjetje, ki od tega, kar vi poberete, ne glede na to, kam to gre, prinese v ta proračun največ denarja? Torej, od teh dobrih 210 milijonov največ poberemo od avtomobilske industrije, od uvoza avtomobilov, predvsem iz Kitajske, kjer so tudi določeni antidampinški ukrepi. Konkretno največ se pobere od uvoza avtomobilov Tesla, to je več kot 60 milijonov. Po drugi strani pa iz vidika blaga je pa najmočnejša trgovinska partnerica Republike Slovenije, torej izven EU-ja, Švica. Iz Švice pa uvažamo predvsem kemikalije potrebne za razvoj učinkovin zdravilnih in pa tudi zdravila. Veliko se seveda govori tudi o izogibanju davkov, neplačevanju oziroma celo goljufanju, neke vrste sivi ekonomiji. Je kakšna ocena, koliko tega ostane nepobranega in ali se tako zaradi vašega boljšega dela, večjega števila inšpektorjev in pa tudi novih tehnologij, zdaj je tako veliko stvari avtomatično zavedenih, ko se kaj plača, ta delež ocenjen, torej oportunitetnih nepobranih davkov nekoliko nižji? Ne bi rekel, ker tako kot se tehnologija razvija na strani nas, ki pobiramo javnofinančne prihodke, se razvija seveda tudi na drugi strani. Svet se globalizira, veliko je trgovine, ki je pravzaprav zelo globalizirana, in je težko slediti pravzaprav vsem tokovom. Je pa siva ekonomija, ki ste jo omenili, pač eden izmed segmentov davčnih utaj. V letu 2021 je znašala po oceni Statističnega urada nekaj več kot 7%, se mi zdi, in mislim, da smo, metodologije so različne, ampak po moji oceni smo nekje v sredini v Evropski uniji. Dejstvo je, da se Slovenija in tudi druge države članice EU-ja, pa tudi pristopnice k konvencijam OECD-ja, veliko sodelujejo pri izmenjavi podatkov, tako da obseg izmenjave podatkov se veča, s tem se v bistvu tudi nadzorne aktivnosti povečujejo in postajajo učinkovitejše, tako da na eni strani se razvijajo neki novi mehanizmi, kako zavezanci utajujejo davke, po drugi strani pa tudi mi z novimi mehanizmi poskušamo te stvari obvladovati. Katere pa so tiste recimo najpogostejše zlorabe oziroma poskusi izogibanja plačevanja, ki jih imate vi v postopku in so dejansko ugotovljene in dokazane? Zelo veliko različnih modalitet je. Na področju davka na dodano vrednost so to tako imenovani missing traderji, oziroma davčni vrtiljaki. Na področju davka od dohodkov pravnih oseb in pa izplačevanja dividend so to lahko bodisi razna fiktivna posojila, tudi odkupe lastnih deležev so bili zelo aktualni v zadnjem času in so še vedno. Potem imamo področje zlorabe nekih statusov, recimo normiranih samostojnih podjetnikov za dela, ki so pravzaprav v resnici odvisna razmerja in bi morale biti sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Teh modalitet je, kot rečeno, kar nekaj. In jih poskušamo seveda s svojim nadzorom učinkovito obvladovati. Omenila sva tehnologijo, tudi vi ste že zelo prešli na, kako bi rekla, online delovanje. Kaj vse omogočate, predvsem prek svoje strani e-davki, kaj vse lahko tako državljani, kot seveda tudi podjetja, že počnejo
prek tega, torej, da ni treba iti zdaj na neko izpostavo finančne uprave in oddati, tako kot včasih papirjev, ampak da se lahko vloži direktno v e-davke, kaj vse omogočate in kaj vse tudi vi že vlagate za podjetja in državljane v e-davke. Ja, mi že vrsto let pravzaprav s poslovnimi subjekti poslujemo praktično v celoti elektronsko, ker tudi zakonodaja to od subjektov zahteva. Tako da oddajanje različnih obračunov in pa tudi vročanje dokumentov strani finančne uprave poteka praktično v celoti elektronsko. Kar se pa tiče fizičnih oseb, pa poskušamo nekako z različnimi mehanizmi prodreti v to, da bi povišali ta odstotek fizičnih oseb, ki z nami poslujejo elektronsko. Naprimer, na področju vlog za vzdrževanje družinske člane je ta odstotek že več kot 60%, kar se mi zdi res dobra številka. Ja, imamo, kot ste rekli, portal e-davki, ki že dolgo poslujejo, nekaj let imamo zdaj tudi mobilno aplikacijo. Poskušamo se približati zavezancem z različnimi mehanizmi, recimo prijaznega plačevanja davkov, torej omogočamo plačila s Flickom, s plačilnimi karticami, z direktnimi bremenitvami, z elektronskimi denarnicami in tako naprej. Skratka, poskušamo pravzaprav ta, bom rekel, neprijeten del plačevanja davkov čim bolj olajšati. In tudi podobno velja pri dohodnini. Včasih smo mogli sami izpolniti kar nekaj tistih postavk pri napovedi, zdaj vi že pošljete predizpolnjeno napoved, kjer samo izhaja pravzaprav že pošljemo informativni izračun dohodnine, ki že sam po sebi, po tistem roku, ki poteče, postane odločba in iz njega izhaja že kar obveznost, če ne vložimo seveda ugovora. Torej, omenili ste podjetja, tako rekoč v 100% že poslujejo z vami. Če dava to še za prebivalstvo, ne samo za vzdrževane družinske člane, koliko ljudi dejansko večino stvari, ki jih mora narediti s Fursom, naredi prek portala e-davki? To je zelo različno od vloge, ki jo vlagajo naprimer na področjih napovedi, ki so bolj vezane na neke specifične populacije, kot je naprimer napoved dohodkov iz naslova vrednostnih papirjev. Tam je ta odstotek seveda precej višji kot mogoče na neki napovedi za darilo, recimo. Tam pa je ta odstotek nižji. Tako da odvisno je od populacije in odvisno je od same narave postopka. Včasih je v samem postopku potrebno tudi določeno pojasnilo našega uradnika in v takem primeru je ta elektronski del mogoče malo nižji. Se obeta še kakšna novost, kakšna sprememba, kaj, kar bo še dodatno olajšalo poslovanje državljanov in podjetij s Fursom? Niste lih prva organizacija, na katero pomislimo, ko pomislimo na nekaj dobrega, razen če nam kaj vrnete. Ja, ko smo bili med koronskim delom, ko smo izplačevali koronske pomoči in ko smo se prilagodili in postali izplačevalec, ne pa pobiralec, ko smo, če se spomnite, imeli tudi turistične bone, to je pač bilo v organizaciji finančne uprave, smo bili kar popularni. Ja, seveda, v tistih letih, ko teh pomoči ni, smo bolj mogoče imamo malo bolj negativen prizvok, pa vendarle mi z večino naših zavezancev zelo, zelo dobro sodelujemo in večinoma tudi dobivamo z njihove strani kar pohvale. No, in kot ste že omenili, na finančni upravi pripravljamo novosti. V kratkem bomo dali v produkcijo našega AI robotka, ki bo našim zavezancem odgovarjal na njihova vprašanja z področja našega dela. Najprej v pilotni obliki, kasneje pa tudi malo bolj zares. Kaj vse se bo dalo vprašati, se že ve? V prvi fazi se bo fokusiral na področje davka na dodano vrednost in pa davčnega potrjevanja računov. Imamo pa tudi v razvoju že robotke za druga področja dela. Najlepša hvala za tole. Hvala lepa.